Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Jaz raje kot o narcisih govorim o toksičnih osebah. Tudi v knjigi Ko ljubezen boli ali Toksična oseba in jaz sem opisala več različnih osebnosti oziroma osebnostnih motenj, ki povzročajo težave v odnosu. S tem, ko mi hočemo opredeliti, ko hočemo točno označiti, kaj neka oseba je, v bistvu izgubljamo čas. Bistveno bolj pomembno je, da se mi vprašamo, kaj jaz občutim ob določeni osebi, ob njegovih besedah in ob njegovih ravnanjih, ob njegovih dejanjih. Če v nas konstantno vzbuja krivdo, neustreznost, žalost, bolečino, če se ne moremo pogovoriti, če pogovor ne vodi nikamor, če vodi samo v prepir, če se trudimo, izboljšujemo in ni nikoli dovolj dobro, če ne razumemo pravzaprav, kaj bi rada od nas, kakšno življenje bi pravzaprav rada, če to, kar je bilo včeraj v redu, danes ni in ali obratno, potem se moramo mi vprašati, kaj jaz lahko naredim zase, da ne bom čutila toliko bolečine, da ne bom čutila toliko manj vrednosti, da ne bom čutila toliko neustreznosti, toliko strahu, toliko negotovosti. Ampak tukaj se potem skoraj ustavimo, zaradi tega, ker gremo bi mogli iti čez neke faze žalovanja. Žalovanje ni samo proces takrat, ko nam umre neka oseba, ki smo jo imeli radi. Faze žalovanja mi lahko razširimo na vsa področja, kjer nam nekaj ne uspe. Zato, ker ko se mi nečesa lotimo, ko imamo mi nek cilj, ko imamo mi neko željo, to želimo tudi doseči, to želimo imeti, to želimo ustvariti. In ko ne uspe, potem smo žalostni, smo razočarani, čutimo neuspeh. In pri toksičnih osebah se zgodi kaj? V neki fazi pride do nekega razočaranja, do neke bolečine, do žalosti. Ampak kaj se zgodi prej? Prej se zgodi neko dejanje ali slišimo neke besede. In takrat mi osupnemo, takrat mi doživimo šok. Ta oseba nam sporoča, dela nekaj, kar ni v skladu s tem, kar smo mi pričakovali. Čisto vseeno je, ali gre to za partnerski odnos, ali gre za prijateljski odnos, ali gre za družinske odnose, kjer smo sorodstveno povezani. Pomembno je to, da se mi zavemo, da smo doživeli nek šok, da smo doživeli neko bolečino, neko žalost. In tukaj je čas, da se malo ustavimo, ampak našem nezavednem, naši procesi v glavi oziroma, bom rekla tako, to, kar mi čutimo, ker mi čutimo tukaj, gredo hitro naprej. Takoj za šokom nastane strah, nastane groza, kam to vodi, kaj se je zgodilo, kako je to mogoče. In v naslednjem trenutku iščemo rešitev, ne razumsko, iščemo naš razum, naš naše nezavedno
išče rešitev. In prva zadeva, ki je zanikanje. Ker se ne moremo s tem sprijazniti, ker ne moremo tega še sprejeti, ker je bolečina, strah, prihodnost preveč negotova, boleča, grozna. Sama niti ne sprejmemo neke misli, da se je to lahko res zgodilo. In zanikamo. In iščemo izgovore. Iščemo odgovore, zakaj se je to zgodilo. Iščemo razlago. Iščemo pojasnila. In pridemo do tega. Zdaj bom govorila spet v moški obliki, zato ker sem je ženska, ampak velja za oba spola. Preobremenjenje. Ima slab dan. Saj ni mislil nič hudega. Pač on tako reagira. Midva se imava rada. Midve sva že toliko dolgo prijateljici, da se to v prijateljstvu tudi včasih zgodi. In ti to zanikanje in to iskanje razlogov, ki bi opravičili oziroma ki opravičujejo njegovo ali njeno stanje, dejanja, besede, toliko časa jih iščemo in tako velike naredimo in se jih oklenemo. To je zaradi tega. Ne pomislimo na to. Čakaj malo, jaz moram tole pogledati, kaj se pa tole pravzaprav dogaja? Kolikokrat se je pa to že zgodilo? Kaj pa, če bo skozi tako? Kako bom pa je živela skozi v strahu, ker ne vem, kakšne volje bo, ko bo prišel domov? A bom jaz skozi hodila po prstih, izbirala besede in delala stvari, da ga ne bodo razjezile? Saj to, kar sem jaz včeraj naredila, ni v sorazmerju s tem viharjem, ki se je potem zgodil. Saj bi lahko lepo rekel, lej, to mi ni všeč, meni se zdi bolj pametno, če to narediš drugače. Mi nismo popolni in tudi on ni popoln. Ampak v tej fazi zanikanja mi nase pozabimo in iščemo razloge, zakaj je tak. In potem pride ta prilagoditev, jaz se moram spremeniti. Ko to traja nekaj časa, se začnemo pogovarjati s prijateljico, sestro, iščemo odgovore v raznih skupinah, forumih in ljudje in dobimo različne odgovore. Eni odgovori so, daj se bolj potrudi, moraš ga razumeti, pač v odnosu je treba včasih tudi malo potrpeti. Te stvari nam niso čisto preveč všeč, ampak so nam bistveno bolj všeč od teh stvari, ki rečemo, ne bo se spremenil, skozi bo tak, lahko bo še slabše. In tudi v teh odgovorih mi potem se v tej prvi fazi odločimo za to prvo skupino, ki reče, lej, ljudje nismo popolni in v odnosu je treba malo potrpeti. In ustvarimo upanje. Z upanjem ni nič narobe in upanje je tisto, kar nas vedno vodi naprej. In to, da mi ne smemo odnehati, to, da ne smemo izgubiti vere, to ne pomeni, da moram potem vztrajati na neki poti, v nekem odnosu za vsako ceno. Ampak gre za to, da mi lahko neko stvar zaključimo in ne izgubimo upanja, da bomo drugje
drugič, na drugačen način lahko to dobili, kar si želimo. Jaz ne pravim, da je treba odnos takoj zaključiti. Absolutno ne. Ampak bi pa želela, da jasno vidite stvari, ki se dogajajo. Ni treba iz muhe delati slona. Ampak, če je slon v vašem stanovanju, če je slon v mojem stanovanju, se ne morem delati, da ga ni. Zato, ker mi bo uničil celo stanovanje. Ker mi bo poteptal, polomil, razbil stvari, ki jih jaz rabim in ki so mi pomembne. In že v tej drugi fazi, ta druga faza včasih lahko traja mesece, lahko traja leta. Ko se spoznavamo, se pravi v času spoznavanja, je ta slon že prišel v naš odnos, ampak ga nismo hoteli videti. In upanje je pa bistveno močnejše. Nekateri ljudje gradijo svoje celo življenje na upanju. Sploh ne živijo v sedanjosti, ampak živijo skozi v prihodnosti. Bo boljše, bo lažje, bo šlo, bova zmogla, imava se rada. Nočemo videti, ne moremo videti, ne zmoremo videti situacije takšne, kot je. Midva sva tako povezana. Jaz njega tako čutim, on mene tako čuti. Jaz sem edina ženska, ki se ji je toliko odprl. Jaz sem edina ženska, s katero ima tako močno povezavo. On je tako ranjen, da ga jaz moram razumeti. In to poslanstvo, da moramo nekoga rešiti, nas lahko stane to, da v takem bolečem odnosu ostajamo leta in leta. Ves trud, vse prilagajanje, vse težave vzamemo nase. Jaz bom to zmogla, nekako bo, enkrat bo sprevidel. Enkrat bo videl, koliko jaz naredim za naju. Čeprav vam sporoča, da ste pravzaprav vi tisti, ki uničujete odnos. Da ste vi tisti, ki se ne trudite dovolj. Da ste vi tisti, ki jim je pravzaprav vseeno. In šele ko gremo čez to fazo, se pravi, ko nehamo zanikati in ko nehamo upati, nerealno upati, šele takrat mi lahko vidimo stvari, kakšne dejansko so. In kaj se zgodi takrat? Takrat čutimo žalost, takrat čutimo nemoč, takrat začutimo vso bolečino. In če mi nimamo mehanizmov, s katerimi bi si mi pomagali, če mi nimamo orodja, s katerimi bi si pomagali v teh občutjih, potem gremo nazaj v upanje in v zanikanje, zato ker je lažje. In to vam jaz ponujam. Jaz vam ponujam orodja, jaz vam ponujam znanje, da se svojih čustev, ne glede na to, kako bojo boleča, ne bojimo več, ampak jih znate predelati. To je pomembno. Ne samo v odnosu, ampak v vsakdanjem življenju. Zato, ker na ta način mi doživljamo manj stresa. In če mi doživljamo manj stresa, bolj dobro skrbimo za svoje telo, ker nismo tako utrujeni, ker sprejemamo pravilne odločitve, ker se znamo pravilno odločati,
ker se ne bojimo več stvari videti takšne, kot so, in jih znamo tudi na bistveno bolj ustrezen način rešiti. Ljudje, ki so močno prestrašeni, ljudje, ki ne zaupajo vase, ljudje, ki čakajo, da jih bo nekdo rešil, da bo nekdo poskrbel za njih, so zelo pogosto v stresu, so pogosto v stiski, praktično niti ne vedo, kako je živeti brez stiske. In ko imate 20 ali pa 30 let, to še ni tak problem. Problem nastane, ko imate 50 ali pa 60 let. Zato, ker je tukaj več 10 let zgodovine stiske. Vseh mehanizmov stresa, ker stres je namenjen prilagoditvi. In kako se mi prilagajamo? Tako, da smo bolj ustrežljivi, da smo bolj pridni, da več naredimo, da si ne vzamemo časa zase, da pritiskamo na druge ljudi, poskrbi zame, poskrbi zame. In šele, ko mi znamo sami zase poskrbeti, ne glede na to, kako se to zdaj čudno sliši, takrat smo mi sposobni videti stvari takšne, kot so, tudi boleče. Nekateri ljudje pravijo, če bom jaz mislila pozitivno, se bo to tudi zgodilo. Jaz ne smem misliti, kaj slabega se lahko zgodi, kako se slabo lahko konča, ker potem se bo to zgodilo. Jaz moram misliti, da se dobro konča. Če bi bilo to tako enostavno, verjemite mi, da bi bil svet zelo lep, pa ni to tako enostavno. Zakaj ne? Zato, ker zakon privlačnosti deluje na ta način, da privlači nase tisto, kar je v našem nezavednem, ne to, kar je v naši glavi in kar si mi želimo. Dobimo točno tisto, česar nimamo predelano v sebi. In ko pravimo, da moramo neko lekcijo osvojiti, tukaj gre za res, osvojiti jo moramo, ampak mi jo osvojimo lahko v 1 ali pa v 2 mesecih, če se ukvarjamo s sabo. Če se pa ukvarjamo s tem, da bo druga oseba sprevidela, kaj mora narediti za nas, jo pa ne bomo osvojili. V tej fazi bolečine, nemoči, lahko nastopi tudi jeza. Kaj bo nastopilo, je odvisno od naših notranjih vsebin. Nekateri ljudje zelo hitro čutijo jezo in zelo hitro potem potegnejo neke odločitve v afektu, ne da bi premislili, kaj to sledi, ali pa če so sposobni vztrajati v tem. Tako pride do raznih prekinitev odnosa, odhajanja iz odnosa, blokiranja na socialnih omrežjih. Ampak to traja 3 dni, 1 teden, 10 dni. In potem, ko ta jeza malo popusti, ko ta odločitev izgubi svojo energijo, potem gremo nazaj in si mislimo, saj ni bilo tako težko, in spet ustvarimo upanje, saj bo šlo. Midva se imava rada, morava se pogovoriti, povedal mi je, da brez mene ne more, kako sem mu pomembna. Ko se enkrat, ko smo se sposobni soočiti s stanjem, takšnim, kot je, potem pride tista globoka faza žalosti. Po jezi in po bolečini in po nemoči se pogovarjamo, razlagamo,
gremo, ponovno poskušamo, se pogajamo. In ko še to ne deluje, ko enkrat ugotovimo, da je stanje takšno, kot je, da ne glede na to, kako bo, potem nastane nek brezup, neka žalost. Kako bom jaz brez njega? In tudi v tej fazi ne gre za to, da mi odidemo, ampak gre za to, da ko to fazo predelamo, to lahko sprejmemo. In kaj se zgodi, ko mi sprejmemo odnos takšen, kot je? Takrat se mi lahko odločimo, ali bomo ostali, ali bomo odšli. In če bomo ostali, kako bomo živeli, da bo naše življenje približno ustrezno tudi nam, da ne bomo več izgubljali moči, da ne bomo izgubljali vere vase, da bomo zgradili samopodobo, da bomo zgradili notranjo moč, da ne bomo neprestano krivi. In to naredimo v času osebnostne rasti. Dokler mi ničesar ne spremenimo, osebnostno ne zrastemo, ker je, glejte, logično je, če jaz ostajam tukaj in ničesar ne spremenim, sem čez 2 leti, 5 let, 10 let še vedno tukaj. Če pa jaz določene mehanizme spoznam in prek procesov sprejmem in okrepim sama sebe v toliko, da sem sposobna uvida v situacijo vase, morda tudi v njega, da ga sprejmem takšnega, kot je, ne takšnega, kot si želim, da bi bil, pod temu se reče osebnostna rast. In ne gre za to, da si mi rečemo, jaz sem pa že toliko stara, pa tega še nisem videla. Gre za to, da si rečemo, wow, jaz to zdaj lahko sprejmem. In takrat boste vi čutili neko notranjo pomiritev, neko notranjo moč, neko zaupanje vase in v prihodnost. Jaz upam, da sem razložila dovolj zanimivo, jasno in ne preveč dolgočasno. Vesela bom, če preberete knjigo Čarobni odnos ali Ko ljubezen boli ali Toksična oseba in jaz. Če se naročite na YouTube kanal, če pogledate malo mojo spletno stran, poskrbite zase, kmalu se spet vidimo in imejte se radi. Čau, čau.